sliši, dobro. Pozdravljeni, dobrodošli na današnjem pogovoru o sežigalnicah, o sežigu smeti v Sloveniji, v Ljubljani, v Anhovem, v Mariboru, v Kočevju, v Celju. Te stvari nam moč prihajajo, ali pa mogoče ne, ampak napovedujejo pa se. Torej, smo na dogodku, ki ga organizira stranka Vesna. Naslov tema je Bomo v Ljubljani res sežigali smeti. In v uvodu mogoče ne povemo, da se je napovedal v Anhovem, da se bo podvojil sosežig smeti. To je kar resna stvar. In, kot sem že rekel, 4 nove sežigalnice in posledično tudi uvažanje odpadkov v Sloveniji, možnost tega. Danes sta z nami Urša Zgojznik, predsednica, sopredsednica Vesne, ki je tudi dolgoletna predsednica društva Ekologi brez meja in strokovnjakinja za področje odpadkov. In Miha Stegelj, vodja danes civilne iniciative občanov občine Kanal ob Soči. Pozdravljamo oba. Uroš Macer se je nažalost moral upravičiti, ker so seveda v tem predvolilnem času soočenja na televiziji in je nekaj hitrega poskočilo, tako da mu je bilo res žal, ker je tudi, tako kot Miha, v bistvu eden od ljudi, ki so živeli v svojem okolju ob sežigalnici, ob tej kontaminaciji. In tako, v bistvu, mogoče bi pa začel s tabo, Miha, ravno v tem smislu. Se vključujete še? So bi tudi malo vprašanja pripravljali. Grem po vprašanjih, vse se bom potem malo sprostil. Ampak ja, ti si živel, a še živiš v tem okolju, se pravi, pa povej, kako je, kaj pravzaprav to je. Jaz sem včeraj pogledal si ta dokumentarni film v Žrelu kapitala, televizije Slovenija, tam si tudi govoril, tam ste govorili, mislim, to je tragedija, to je srkljivka na nek način. Ja, jaz še živim v bližini. Je pa v bistvu to zgodba, ko enkrat imaš nek objekt, kjer sosežigajo smeti, in ta objekt tam dolgoročno. Torej, vsaj 30, 50 ali še več let. In v bistvu, kadar se enkrat tak objekt postavi, se samo večja. Tako zgodbo imamo v Anhovem, ker pravzaprav gre iz 110 000 na 220 000. Če si predstavljamo, ko imamo neko toplarno sežigalnico v Celju, je to, kot če bi imeli 7 sežigalnic na enem mestu. In pravzaprav ta uredba, ki je zdaj v javni obravnavi, recimo predlaga tako nekako 4 sežigalnice, ker pa recimo količine niso omejene. To pomeni, da v bistvu te količine se bodo zelo določene glede na trg in pa neko ekonomiko in neke ekonomske interese. In to, kadar naša izkušnja v Anhovem je tragična ravno zaradi tega, ker vedno potem ekonomski interesi prevladajo nad interesi zdravja. In pravno smo potem zelo šibki. In pravzaprav gre tudi politika s tem, usprednji s podjetji. Zgodba je zelo enostavna. Enemu direktorju lažje pride do politika, kakor pa posameznemu človeku. Posamezni človek ima službo, ima otroke, ima družino, pa si pa predstavljate, da se mora še voziti v Ljubljano, čakati, prositi za sestanke, kako resno to vzamejo, tako je probajo diskreditizirati. Se je to samo ena oseba, pa ena družina, pa tako naprej. Tako da v bistvu, ko enkrat zadeve pravno so postavljene, je zelo težko v bistvu sploh zagnati nek interes, da bi poslušali ljudi. Hvala.
Mogoče pa, da gremo še korak nazaj, seveda, sploh, kako je smetmi v Sloveniji in sploh v Evropi. Spomnim se, da kakšnim letom se gledali na televizijsko oddajo, kjer so kazali, kako cela Evropa izvaža smeti in tudi mi izvažamo, ne vem kam. To na koncu pristane nekje na Tajskem, ne vem, nekje v eksotičnih deželah. Ne. Kako je bilo zelo smetmi? Bojo zdaj pa k nam uvažali, oziroma v Anhovo že uvažali, kot je svet, iz Italije in tako naprej. Kako je pravzaprav s smetmi? Kaj delamo z njimi? A jih je preveč, a jih ločujemo, a je to urejeno? Zakaj zdaj kar naenkrat napovedanih toliko sežigalnic in sosežigalnic? Ja, lepo zdrav sem. Mogoče bi sam dodala, da se nam je pridružila Erika Oblak, tudi dolgoletna članica Ekokroga, ki bo sigurno potem podelila na mesto Uroša zgodbo Ekokroga in Lafarža v Trbovljah. Ja, kako je s smetmi? Smeti vedno so bile. Ne? Je pa res, da jih je vedno več. Količina odpadkov narašča vedno bolj, naraščajo vsi odpadki, kar kaže na to, da smo v bistvu v dobi hiperprodukcije. Mi pa s temi smetmi ne znamo, ne vemo, kaj bi naredili zares. In zato jih še vedno odlagamo, ene države več, druge manj, zato jih še vedno sežigamo. Zdaj, hvala Bogu, vedno bolj postaja jasno, da je to na nek način uničevanje surovin, naravnih virov, kar smo od nekod dobili, nekje kupili, naravno bogatstvo, nafto, karkoli pač je. In mi to pač preprosto uporabimo, kratek čas, tudi pogosto in potem nekam damo, pač ne zanimajo nas več. Torej, prvo bistvo, količina odpadkov narašča. Drugo bistvo, kaj naj mi s temi odpadki delamo, nam na nek način veleva, piramida oziroma hierarhija ravnanja z odpadki, živimo v Evropski uniji, tudi tu bom rekla hvala Bogu, ne? In ta piramida v bistvu predvideva, da je treba odpadek za vsako ceno preprečevati. Najboljši odpadek je tisti odpadek, ki sploh ne nastane. To pomeni, če že nekaj ustvariš, pošlješ čim prej nazaj v krog. Zdaj recimo en primer, ki se je zdaj ta vedno najboljši. Te recimo ideje krožnega gospodarstva oziroma ideje od zibke do zibke rečejo. Recimo običajen kavč je pač narejen tako, da ko postane neuporaben, se ga razgradi nazaj na les, nazaj na neke kovine, nazaj na neko polnilo, nazaj na tekstil in to se vse lahko vrne nekam nazaj, ali se očisti, ali pride do neke ponovne uporabe. To ima smisel. Se pravi, preprečevanje, ponovna uporaba, šele potem je recikliranje, kar pomeni že po svoje degradiranje materijala, ti ne moreš v postopku recikliranja skoraj nikoli, to je mogoče pri steklu, pri papirju, plastiki ne, dobiti nazaj materijal iste vrste in potem pridemo do sežiganja in odlaganja. Torej, to so 3 najslabše možnosti. Meni se pa zdi pri tej hierarhiji vedno zanimivo to, o čem se mi največ pogovarjamo v družbi. O odlaganju, o smeteh v naravi, o sežiganju, kvečemo malo o recikliranju, ponovno uporaba, totalno tabu, še vedno. O preprečevanju pa skoraj ne smeš govoriti, ker že ogrožaš ekonomijo, ogrožaš gospodarstvo, ampak sploh ne gre za to. Gre se za to, da ne preprečuješ produkcije in proizvajanja, ampak delaš stvari na tak način, da lahko potem to nazaj pošlješ v ta krog, torej primer zofe. Mogoče še en moment, smo del Evropske unije. Evropska unija ni bogata z naravnimi viri, pač nimamo nekih rudnin, nimamo, ne vem, rude litija, rude zlata, rud svinca, česarkoli pa že, in mi uvažamo vse to iz drugih celin, Afrike, Azije in tako naprej. In potem smo zelo napredni pri produkciji. Potem pa mi to uporabimo in postanejo stvari odpadek. In danes je odpadek trgovsko blago in se trguje s tem. Pač tiska da več nis bodo odpelo. Zdaj, kaj on naredi na drugi celini, najpogosteje, to je Azija, to je Afrika, več nas ne zanima. Tam veljajo drugi standardi, druge norme. Kaj smo mi naredili? Seveda, to smo prodali, ampak totalno podcenjeno. Namesto, da bi mi to zadržali, primer, kaj vse je v enem telefonu. Par telefonov pa že imaš skoraj znat prsta. Mislim, pretiravam, absolutno, ampak to pa spet ne.
Torej, hvala Bogu se Evropska unija tega na nek način začela zavedati. Popolnoma na strateški ravni je to teklo, ne iz okoljske ravni, ampak strateške. Torej, nimamo surovin, kako bomo živeli. Ne? Ok, zadržujmo to na naši celini čim dlje. Kako? Ponovno uporaba recikliranje in krožno gospodarstvo. Torej, zdaj sem zelo usmerjena k rešitvam oziroma k temu, kaj se da narediti, da se izogneš sežiganju odpadkov. Ne? Zato, da mogoče tudi damo en uvod, da to nikakor ni to, kar je Miha rekel in kar si ti omenil, Žiga, edina rešitev. Ker danes se že začenja, ne? Ker pač je uredba tukaj, o sežigalnicah se pogovarjamo in smo že na tem, že nam filajo glave. To je edina možnost. Tako bomo pač prihranili druge vire energije, tako se bomo ogrevali in greli in tako naprej. To je čisti blef. Ja, mislim, Ankova je tako prizadeta pravzaprav, da je neverjetno, ne? Najprej seveda azbest, cement, azbest in je v bistvu tudi potem, ko so nehali delati te salonitke, ne? In še zmeri seveda ljudje so kar umirali. Zdravnica je povedala, da je zdaj dosežen plafon, ampak ne tako, da te dol, ampak da pravzaprav postaja na nivoju. Ne? Zdaj se bo pa še ta sosežig prepeljal. In osupljivo je to, kako pravzaprav potem imajo te snovi svoje mejne vrednosti. Ne? Vsaka snov ima svojo mejno vrednost, ampak potem, ko je teh spojin kemijskih, ki grejo v zrak na desetine in na stotine, so vse lahko svoje mejne vrednosti, ampak tega v zraku je ogromno. Če bi bilo to 200 stvari po svojih mejnih vrednostih, je še ok verjetno. Kako pravzaprav, mislim, argumentov na vaši strani pravzaprav toliko velik, tudi 60 oziroma ne, 593 zdravnikov se je postavilo par let nazaj za Ankovo in tako, in nič se ne da narediti. Kako je to možno? Kako vi sploh odbijete to bitko? Težko, ne, kaj ne rečem. Ustrajamo, vsa zgodba tu z azbestom, če grem, se pa začne z ozaveščanjem ljudi. Dokler so ljudje verjeli, da je azbest čudežen material, da se z njim da vse rešiti, so ljudje z veseljem si posipali tekaške proge, ki so jo imeli v šoli, ko so tekali kroz z azbestom. In dolg časa je trajalo, da v bistvu se je splošno javno se zavedalo, da je azbest škodljiv. To je pa trajalo dolg časa ravno zaradi tega, ker pravzaprav ko si ti izpostavljen azbestu, ali pa neki snovi, lahko traja 10, lahko traja še večkrat pogosto 20, 30 let. In podobno je z sežigom in sosežigom odpadkov. Namreč zadeva je tako kompleksna, ker imamo toliko različnih strupenih snovi, ki delujejo med seboj multiplikativno. To pomeni, da če si ti izpostavljen eni strupeni snovi, pa še drugi, je učinku, ker da bi bil 5-krat bolj izpostavljen, ne 2-krat. In dosti težje je v bistvu zavestiti ljudi, zato ker v bistvu so to mikrodelci, torej pod 2,5 pm, torej res minimalno 2,5 nanometra delci, ker pogledaš dimnik, izgleda, kakor da nič ne gre ven. Ampak številčno so pa to tako majhni delci, tako številčni, da pravzaprav v pljučih pridejo v krvni obtok. Težke kovine se nabirajo. To je pravzaprav nekaj, ki ima v bistvu zelo jasno bo imelo učink čez 10 let, bo imelo lahko učink v bistvu na otroke, na nosečnosti in tako naprej. Tako da pravzaprav en primer v Italiji je bil, recimo zagorelo neko smetišče. Pravzaprav se spuščajo zelo podobne strupene snovi, samo takrat je bilo res očitno in so lahko dosti lažje spremljali efekte teh strupenih snovi. Pravzaprav je bilo veliko mrtvorejenih otrok, ogromno rakov in tako naprej. Tako da v bistvu, kaj pomeni to na zdravje ljudi, se ve. Stvar je, ker imamo mi ljudje v boju, v primeru Salonita,
težavo je v tem pravzaprav dokazati, katere mejne vrednosti so škodljive. In tukaj se odbije ta boj. Pri nadzoru. Pravzaprav pri definiciji oziroma dokazu, to je zdaj škodljivo, to ni škodljivo. In bom dal pač primer. Če imaš ti nek industrijski obrat v industrijskem naselju, pa gospodarstvo, je pravzaprav znanstveno nemogoče dokazati, da je za neko smrt kriv izključno ta obrat. Zato, ker posebej, če pri nekih težavah, ki nastopajo čez 10 let. In kakor znanstveno ni mogoče točno nek obrat pokazati, potem pravzaprav oni, ko imajo enkrat dovoljenje, rečejo, gledajte, niste nam dokazali, mi lahko kurmo naprej. In to je tisti problem, ker v bistvu dokazno breme se temu reče, je pravzaprav na strani prebivalca moglo bi biti pa na strani podjetja. Podjetja pa ne dokažejo, da so te mejne vrednosti varne. In točno to je to, kar zdravniki zdaj opozarjajo. Vse skupaj se pa itak zakomplicira pri količini. Tukaj pa se navezujem na Uršo. Bistvo je, da mi zmanjšamo količine. In zato je tudi bistveno, da pri sežigalnicah, da se umeščajo kakšen koli prostor, da sežigamo najmanjšo možno količino potrebno, če že moramo, če smo že tako brez domišljije, kaj narediti z odpadki. In tukaj je bistvena razlika, zato ker enkrat industrijski obrat bo rabo toliko in toliko smeti, da bo lahko sploh funkcioniral. Recimo, če smemo imeti danski primer sežigalnice, oni zdaj so prisiljeni uvažati tuje odpadke, zato da lahko njihova sežigalnica deluje. Zato pomeni, to je absurd, veste. In to je to, če se v bistvu ne določi količin, ki so v praksi manjše, kot mi trenutno proizvedemo smeti. Ker mi bomo zmanjševali smeti. In če bomo mi zgradili preveč sežigalnic, to v praksi pomeni, da bomo mi prisiljeni uvažati tuje odpadke. Pustimo, da itak je sežig neprimeren način, ampak že to, da se ni v trenutni uredbi to jasno določeno, nakazuje, da interesi drugje so. In potem je tukaj še politika pravzaprav, ki pa tudi verjetno, da je pa politika ali stroka, kdo definira, koliko so te mejne vrednosti. Namreč standardi v Sloveniji, tudi za te sežigalnice, ki se napovedujejo, so nižji kot drugot. Na Dunaju Vevo je neka sežigalnica v mestu, celo Hundertwasser je v bistvu tako kot umetniška skulptura, prijazno, krasno zgleda, super, umetnosti in svinjarija skupaj. Ampak hkrati so pa pri nas drugi standardi. Se pravi, pri nas imamo tukaj prav neke tabele, sem najdel, mislim, to so 2 do 5 krat nižje vrednosti v tujini, v Evropi. Zakaj je nam vseeno za naše ljudi, kako to lahko gre skupaj? To je dobro vprašanje, sploh zdaj, ko je tale kampanja, pa smo tik pred volitvami in mislim, to se lahko mod vprašamo zdaj vsak dan, a nam je res to posejen za nas, za naše otroke, vnuke in tak naprej. Se sploh ne pogovarjamo o bistvenem. Ene in iste teme vrtimo in se delamo, kada pač res takih vprašanj, kako bomo živeli mislim, moramo uporabiti ta izraz, podnebna kriza je tu. Če je kriza, vsako krizo rešuješ na način, kot pač krizo se rešuje, tako se je zdaj epidemiološko krizo rešila s posebnimi postopki. Torej, to je res že kriza, hard, treba se loti načrtno, strateško, skoraj vojaško, mi pa še kar nič o tem. In v bistvu samo en primer sežigalnice v Ljubljani pokaže na to, kako smo res apatični do konca. In zdaj nekdo, ki kroji te zakone, ki se odloča, kaj se bo naredilo, mislim, jaz razumem, da je treba stvari reševati. Ampak to se rešuje za zaprtimi vrati. Ne vem, meni je, zdaj bom res izpostavila tale ljubljanski primer zanimiv, pa tisti, ki ste tukaj stanovalci. A kaj veste o tem? Nič ne veste, Pa je, ne vem, izdan postopek umeščanja obrata za sežig v prostor. Toliko je mar današnjim voditeljem za ljudi.
če se nekaj tiče ljudi, ljudem to poveš, takrat, ko je pač debata na mizi, ne da se to pogovarja par ljudi pa nekje. Ne? In recimo dober primer, zdaj, ko se res ravno omenil tole Dunajsko sežigalnico, to primerjavo je odlično za pokazati. Ne? Eno so tabele, drugačni standardi. Naprej, Dunaj je v prepišni kotlini in tam skozi piha veter. Kaj je ljubljanska kotlina? Kotlina. Imamo pokrovko gor celo zimo. Ne? To je že tu je druga pesem in sploh ne smeš tega omeniti, ker to je skoraj, kaj že rečejo, ne da se to, ne, geografske lege, ne vem, kaj je noter v take tabelce spraviti. Pol imaš naprej, koliko oni vlagajo v filtre, toliko, kolikor bi mi dali za eno sežigalnico. Torej, mi nikoli ne bomo imeli takih filtrov, imamo že spet tukaj drug standard. Koliko denarja bomo mi vrkli v to, koliko je pa Dunaj vrkli v to, pa imamo tukaj drug standard. Torej, vse je puno z nekim res čudnim namenom, samo zato, da pač nekdo reši nek svoj problem, ampak moram dodati zraven in nekaj zasluži. Tule se mi mogoče zdaj potrebno tudi takoj nagovoriti to, ne. Delovanje za dobro javnosti. Tukaj smo v Sloveniji, kaj ne rečem, na psu do konca. Mi se ne znamo pogovarjati, mi se ne znamo o javnih projektih, sploh nimamo dobre prakse. In kaj zdaj bom Dunajska sežigalnica, kako se to grejo v Avstriji, enkrat so bila na eni konferenci, kjer so točno samo o tem govorili. Primeri dobrih praks, sodelovanja z javnostjo. In so v enih vasi, tam nekje na Tirolskem, čez en predor, mogli eno cesto narediti. Tam so se 2 leti pogovarjali o tem. Pa so se vzeli čas. In so bi imeli eno konferenco, pa drugo, pa so povabili prvič ljudi, pa drugič, pa tretjič, pa naredili delavnico, pa kako bi pa vi reševali problem, da so ljudje sami začeli govoriti, pa sej res nimamo kaj drugega, ne? Pač cena, ne? Tukaj se pa lepo vse sprejme, pa se pa daje članek v javnost, mi bomo zdaj to naredili, mi smo pa že skoraj na tem, da se res nič več ne da, ne? Vedno bolj apatični, tukaj moramo malo od sebe, ne? In tako se to dela, ne, tukaj pri nas. To je primerjava Dunaj ali pa Avstrija, Slovenija, ne. Če lahko še jaz nekaj dodal s tole Dunajsko sežigalnico, tokrat slišimo, kako so prebivalci navdušeni nad to Dunajsko, pa se ne pritožujejo, ne. A veste, treba primerjati, kaj je bilo prej. Prej je bila v bistvu tam toplarna, ki v bistvu je imela nobenih filtrov, torej v bistvu nobenih čistilnih naprav, to je bilo res smog. Pravilno bi bilo primerjati, kako je bila toplarna s filtri, pa čistilnimi napravami, z efektom sežigalnice s čistilnimi napravami. Ne? Seveda je bil korak naprej za te prebivalce. Ampak čist nekaj drugega je, če v bistvu mi govorimo o objektu, ker se že govori o umestitvi, pa sploh ni določeno, koliko smeti nameravajo sežigati. In to so absurdi, ki si jih ne smemo dovoliti. In tudi treba poiskati, a so še kakšne alternativne možnosti, oplinjanje in podobne tehnologije. Koliko časa pa do zadeve trajale, kaj pomeni to za ljudi. Tako da treba je zahtevati, da se stvari predstavijo, da je dovolj časa, da v bistvu pride do neke zrele javne debate, ker namreč tudi javno mnenje se ne spremeni čez noč. To vsem je treba se ozaveščanje, razumevanje problema in tako naprej. V čem je pa tega pojma si še nisem razčistil, sem premalo raziskal, tako sem nevedno kot vsi ostali v Ljubljani. Ne? Nisem iz Ljubljane, sem iz blizu, ne? Ampak sem v Ljubljanski kotlini. Prav letos pa imel 1 mesec in pol v Magle. Kar pomeni, če bi imel še sežigalnico, ne vem, to bi vse tukaj stalo. Pojem, ki si ga pa nisem razčistil, je pa učim se, kaj je sežig, pa kaj je sosežig. Ja, to je v bistvu taka lepa skovanka, ne, ko omogoča pravzaprav, da ljudi zmeni. Torej bom povedal na primeru cementarne Anhovo, kaj pomeni sosežig. Mi moramo primerjati sosežig, torej napravo za sosežig in pa sežigalnica. In obedve sežigate smeti, to je v bistvu termično obdelavo, pravzaprav fizično to gorijo. In v bistvu, ko primerjamo mi izpuste,
ki so zakonsko omejeni kot koncentracija. To pomeni toliko miligramov snovi na kubični meter izpustov. Zdaj pa kaj je razlika? Razlika je v temu, na tono odpadkov pri sežigalnici se recimo izpusti 1 enota izpustov. Pri sosežigu, pri cementarni pa to krat 5. To pomeni, če gledamo, če nas zanima kot prebivalce, nas zanima samo absolutno, torej seštevek vseh izpustov, koliko kilogramov po letu, ne pa kako je to razpršeno po zraku, pa koliko oni izpuščajo. Torej, če si predstavljate, da imate avto v garaži, ki je bržgana, je razlika, avto pravzaprav, da nekdo drži gas, ali je to tovornjak, ali pa je to v bistvu električen avto. Tako da v bistvu isto je treba paziti pri sežigalnicah. Namreč, torej, količina odpadkov pogojuje, koliko volumna izpustov bo sežigalnica izpustila v zrak. Torej, zakonsko bodo omejitve enake, ker se vse meri na kubični meter. Ampak, če boste vi dovolili recimo v Ljubljani, da vam bodo sežigali 100.000 ton namesto 50.000 ton, to pomeni še enkrat več izpustov fizično, še enkrat več strupenih snovi v vašem okolju. Zakonsko je pa to isto. Omejitev je zakonsko isto, ker ni definirana kot seštevek vseh izpustov. Urša, v bistvu, kakšni so učinki potem na okolje? Neke raziskave sem videl, so bile narejene v Litvi, na Češkem, v Španiji, sežigalnice in potem v teh okoliških krajih, recimo Jajca, so imela 75-80% vzorčenih jajc, so imele vse presežene omejitve z Evropsko unijo za varno hrano. Zdaj, kaj to pomeni? Sežigalnica kukile, kaj to pomeni za okoliško prebivalstvo, za okoliška vrtička je, konc koncev v Ljubljani sem zadnjič član bral 100 ton hrane, samo vrtičkarji proizvedejo. Samo Ljubljana, to je prav v delu pred enim tednom. Tako da kako, mislim, kaj to pomeni, kaj konkretno to, kako učinkuje to na okolje? Saj samo okolje gledate tudi narobe, je pač treba razvijati vpliv na zdravje ljudi kot številka 1, okolje posredno, seveda eno z drugim, okolje in narava in človek je tudi nekaj vmes. Torej, izpusti, o čemer je bilo že veliko govora, so. In mi je zelo zanimivo, da tudi tile, ki vodijo projekt v Ljubljani, sami rečejo, narave se ne da pretentati. Sami so, njihov stavek je to. To pomeni, nekaj smo vrgli v peč, vse je zginilo. Nekam je šlo. Kam je šlo? Ja, res je, nekaj ostane na filtrih, to moramo priznati. Ampak vse pa ne. To je čist ista zgodba kot mikroplastika. Ko mi oblačila peremo, se pač spirajo, se imamo oblačila tudi iz nafte in plastike. Nekaj pač seveda ostane nekje v enih filtrih pralnega stroja ali kaj jaz vem, ampak potem gre to naprej, z vodo gre na čistilno napravo in niti čistilne naprave ne morajo pobrati te mikroplastike ven. To je mikrodelec, neviden, lahko, do 0,5 mm, ampak to gre nekam, nekje pristane in to je isto, to gre pa gor, pa nekje pristane. Ja, kje? V okolici. Zdaj, če mi jemo to solato z vrtaja, potem je to v nas. Mi hodimo po cesti, seveda dihamo in je to v nas. In zdaj, kaj se dogaja tukaj? Pa bom spet mogoče mene malo lažje razumeti, oziroma razložiti, bom rekla, to s primerom plastike. Mikroplastika je zdaj dokazano v naših telesih. Tu ni več kaj, to so 100% potrdili. In recimo kemiki malo zastrižajo z ušesi, mislim, sem bila že dvakrat do takem pogovoru, pa rečejo, pa sej to ni taka težava, se izloči. Pa se izloči. Zdaj pa imam jaz mikroplastiko v telesu, zdaj vse te težke kovine in vse to, kar jaz pač nekje podiham, pa se to začne na
sklapljati. Nastane neka čudna tvorba. Torej, veliko teh vplivov iz okolja vpliva na nas in tu si moramo nareči zdravila. Recimo, zanimivo mi je tudi, da zdaj to povezavo naredim, da so tudi sežigalnice vir mikroplastike, zato ker izgorevanje ni popolno. To so taki različni materiali, da ti, da boš rekel, to 100% zgori in vse gre v ogenj in se ne vem kaj zgodi. CO2 in to je edini plin, ki se izloči, ma ni tako, In teh filtrov ne moreš to dobrih kupiti, da bi to vse polovili. Pika. Nekje pristane. Pa tudi rečejo, jaz sej ljudje, ki imajo vrtičke ob cesti, tudi to dobijo. Jaz seveda dobijo, ampak je treba še potem dodatno to nalagati gor. S tem, da je pač treba tudi nasloviti, da je promet problem. Absolutno ne. Preveč se vozimo z avtomobili pač na fosilna goriva. Torej, vplivi na okolje premalo je raziskav še zmeri. Ta zadnja iz Češke, kjer je v kokošjih jajcih spet, vsa jajca so imela noter. Dokazano, torej izpuste oziroma težke kovine in druge snovi, ki so pač iz okoliške sežigalnice postale tam. Torej, a to ni v nas? Pa dajmo povedati, je. Bližje, kot živiš, večji je vpliv. In vse raziskave kažejo na to, da pač tudi na otroci se to zelo hitro pozna, zato ker z leti to se samo kopiči in potencira. Kot je rekel Miha, nosečnost in s katerimi boleznimi je to povezano, mislim, tu je cela vrsta, jaz sem si jih prej na sam par tukaj napisala. Rak, srčni infarkt, astma, neurološke bolezni, vpliv na dihala. To je vse tu. Pa se pa mi raj pogovarjamo o raku kot največjem problemu družbe. Pa začnimo pri izvoru. A je res treba se žigati, ali bi kaj drugega naredili? Pa bom zdaj spet malo vseeno vrnila v to, kaj je to. Recimo, tu se predvideva objekt za sežig 110.000 ton letno. 110.000 ton. 100.000 ton je pa danes količina odpadkov tam v RCR-u, torej Centru za ravnanje odpadkov, nereciklabilnih odpadkov, torej temu rečejo potencial za sežig. In zdaj v teh 100.000 tonah teh odpadkov mi noben ne bo rekel, da ni noter še marsikaj takega, da če bi se v pravem trenutku izločilo ven, lahko gre v proces reciklaže. Tu Ljubljana je, mislim, da nekih 70% ločeno zbranih odpadkov, pravite me, imam 72 številko v glavi, tu nekje. Če bi mi šli lepo počasi proti 90+ % ločeno zbranih odpadkov, a ni logično, da bi se ta količina zmanjšala. Zdaj pa danes, v tem trenutku, 100.000 ton na RCR-u, 110.000 ton za sežig. Danes. Pa če mi zmanjšamo to količino, kaj bomo pa kurili? Imamo zdaj velik vprašaj, bojo pa tisti dali, ko imajo viška, Torej bomo kurili. In to je ta absurd. In vplivo potem ne bomo več nikoli zmanjšali. Konc. Se enkrat to postavi je pod nepovratno, to je dejstvo. Noben ne bo zaprl tega objekta, sprav zato, ker je to zvezano z ogrevanjem mesta. In tu zdaj kažem sliko lahko spet danskih severnih držav, ki so pač se pred 20-30 leti kompletno zaklenile v krog izgradnje sežigalnic, imajo cela mesta odvisna od teh sežigalnic, danes pa dosegajo visoke stopnje recikliranja. Zmanjkuje jih goriva. A se lahko na kak drug način ogrevamo? Seveda. In to so pač kompleksno vprašanja. Zdaj smo pa pri obnovljivih virih. Če mi se grejamo na sonce, so vplivi minimalni. Zdaj, zato pravim, ne moramo čisto samo parcialno razmišljati, smo proti sežigalnici, ker potem seveda je vprašanje, kako se bomo greli in kam bomo dali te smeti. Torej, gre za kompleksno vprašanje trenutne družbe, ki ima en velik problem, in to je pretirana potrošnja. In to je treba na glas govoriti. Preveč ustvarjamo in preveč stran mečemo. Ne rabimo tega. Jaz bi samo eno stvar še dodal. Če naš cilj, da zmanjšamo količino odpadkov, ki jih bomo sežigali, potem treba stvari zastaviti tako, da se bodo zmanjševali. Ampak v trenutni uredbi je celo tako zapisano, da ne bi celoti morali zagotavljati te količine. Torej, v bistvu niso nobenem spodbojeni, da bi zmanjšali količine. In kadar ti moraš zagotavljati, boš kličem večjih proizvedov. In to je tisto absurd. Torej, ko zakonodaja odreja, da
morajo zagotavljati smeti za kurjenje. Tukaj, to je to, kar se hoče izpostaviti, da gremo popolnoma napačen smer. In to je pravzaprav, če sem prav zračunal, je to 300 ton na dan, 110.000 ton letno, če so približno 300 ton na dan, to je vsako uro 12 ton. Odkje to pripeljajo? Jaz se težko predstavljam, da je 12 ton odpadkov. Jaz se to predstavljam, kako je eno veliko goro tukaj na dvorišču španskih borcev, in to je bolj 12 ton, ne? Ali pa nekaj res velikega, ampak to vsako uro, celo leto. To imamo ovako. Kako je to manjko? Odkje to vlačijo? Kako to vlačijo? Kaj delajo? Mislim, to so nevredne operacije. Mislim. Ja, to dobesedno je, imamo v dolini lahko naslopno tudi 200 tonjaka. V bistvu, pravzaprav imaš registrske vse, od Bosne do grških, do avstrijskih, skratka, zelo različno. In to predstavljuje promet, da ne govorimo o izpustih teh tovornjakov. Skratka, to so enormne količine, zato ker 110.000 ton, mi bi mogli govoriti 110 milijonov kilogramov, ali pa na prebivalca Ljubljane. Pa boste videli, koliko to je. Tako, v bistvu, res, to so take številke, ki so moje za navadnega človeka nepredstavljene. Ampak, nažalost, tehnološko to gre. Niti ne vemo, koliko tega proizvedemo. Ne? Mislim, da nek način vemo, sej vsak teden dvakrat nesem 3 kante, ne? Ampak ne predstavljamo vsi pa dober kanto zdaj, kako to končali. Ja, veste, kako je to. Vsi gledamo skozi naše gospodinstvo. Ne? Vsak si misel, pa ja, skoliko jaz teh odpadkov, vseh ne proizvedem to. Ne? A veste, kaj noter so tudi industrijski odpadki. Kaj gre za industrijo, ali to vsi industrijo, da naredimo odpadkov. Na koncu smo prebivalci okoli teh naprav, ko bomo v bistvu plačujemo zdravo. Jaz drugač delam kot grafični oblikovalec in poznam, kako tiskarne funkcionira. In tam si znam predstavljati tiskarsko mašino, oziroma vem, kako to gre. Velika investicija je, ampak ti stroj mora toliko papirja na dan spraviti skozi. Drugač niti ni rentabilno, niti nič. In to verjetno je podobno sežigalnico, ki ima tako kapaciteto in potem, če je to pade pod tisto, iščejo mrzlično, da bi to zdaj napili. Verjetno, da je to na podoben industrijski način razmišljanja. Ampak vprašanje, ki se mi pa potem porojela, je pa pravzaprav tudi to, da če pa potem to imamo, se pa to lahko prodaja kot neka enostavna rešitev. Če imamo mi to, mi pol delamo še naprej odpadke, nam ni treba paziti, da jih zmanjšujemo, nam ni treba paziti, da jih recikliramo. Enostavno jih lahko naprej. Vse je v redu, sežigalnica bo rešila vse. Tukaj drugi pravijo, nuklearka bo rešila vse. Pozabimo na vse probleme, jedrska in smo vse rešili. A prav razmišljam, da nekateri tako razmišljajo. Ja, dal se odlične primerjave, torej tale grafični stroj, to je popolnoma enaka zgodba. Torej imamo stroj, ki ga je treba pilati. Kdo bo to ugašal vmes? Nobeden, ne? Torej, če imamo danes na območju, torej 57 občin vozi odpadke tule v ta RCR, ustvarimo 100.000 ton, ne? In zdaj recimo, da se izboljšamo za polovico čez, ne vem, par let. Pa je to 50.000 ton. Ja ne bo, stroj je narejen, tako kot je narejen. Treba ga je pilati, ker konc dneva je treba skrbeti za to, da bo tukaj laufala zadeva v Ljubljani. Odkje to pride? Ja, bomo pač vprašal malo okrog, kjer ima kaj viška. To postane naenkrat lahko čist, lepo rečeno tržna dejavnost. Mi plačamo tolikle in mi dobimo denar za to in mogoče še malo zaslužimo zraven. Druga primerjava, ko si rekel jedrska elektrarna, drugi blok jedrska elektrarna Krško. Mislim, danes se zdi, če malo spremljaš medije, da je res to edina rešitev. Kako se bomo pa greli, zeblo nas bo, ne bomo imeli več elektrike, pa prosimo. To so enostavne rešitve. In pri sežigu gre samo za to, da namesto da v zemljo damo, naredimo pač premik tja v en stroj, ki ga moramo prvič skrbiti, plačati, in potem niti ni zares dobra ta rešitev. Samo za premik gre, v resnici nismo naredili nič. In prej, ko sem govorila o tej hierarhiji,
Jaz seveda je malo težje razmišljati, kako bomo zasnovali izdelke za to, da na koncu ne bo odpadkov, malo težje je, ampak na dolgi rok je to edina rešitev. Zdaj pa vprašanje volje. A se komu da s tem ukvarjati? In jaz si odgovorim vsakeč znova, ne, nobenemu se ne da s tem ukvarjati. Ker je lažje pač zgraditi en objekt, to je velika naložba, to je velika investicija, vmes še malo podalati provizije, ne? To je dejstvo. In bomo pač takle naredili, pa se ne bomo naslednjih, kaj pa vem, koliko let ukvarjali s tem. Zdaj pa sam še dejstvo zraven. Evropska unija že par let govori, sežigalnice niso nobena zelena naložba več, ne bomo dajali sredstev za to. Torej, mi moramo ta denar, pa čeprav sem si zapomnila, je to 100 milijonov evrov za investicijo tukaj. Pa mislim, da je to najmanj, ker to je še vedno vse naraslo na konce. Ampak nekje moramo to dobiti. Zdaj pa vprašanje, če bi mi desetino tega, 10 milijonov evrov, dali za neke projekte preprečevanja, ponovne uporabe, res spodbujali, kaj pa vem, 3 leta sistematično, vsak dan, vsak teden ljudi, zmanjševanju odpadkov, ozaveščanju, kaj lahko ti vse narediš, kaj lahko vse kupiš, bi zelo hitro lahko naredili konkretne korake, pa je to desetina denarja. Torej, cela Evropa zdaj razume že, ali pa pač večji del Evrope, sploh po katerem se radi zgledujemo, da to ni zelena investicija, da moramo biti družba recikliranja najmanj in iti naprej v to smer, družba krožnega gospodarstva. Cilje smo si napisali, ne? Torej, ne vem, do 2050 za 65% komunalnih odpadkov moramo reciklirati. Vsej v Sloveniji smo načeloma priročenem zbiranju okrog 70, to je tudi zmota, recikliramo okrog 20, sploh nimamo natančnega podatka. Torej, full rezervo. Cilje imamo napisane. Ne, mi bomo pa firali to peči. Torej, mi gremo direkt v kontrasmer, direkt. In je primerjava z nuklearko ista. Namesto, da bi sploh začeli gledati tudi časovno zanko, kdaj bomo imeli to rešitev. Vse tudi tule nabor je šlo do teh odpadkov, da zdaj ležijo tam na nakupih. Tega objekta še ne bo par let, sigurno, ker je treba postopki, ne? Torej, kaj mi v tem času vse lahko naredimo, je vprašanje. In zelo veliko lahko naredimo. Problem pa je, da smo slovenska družba, kar se okolja tiče, totalno neambiciozna. Zadnjič smo brskali za podatki, na Ministrstvu za okolje in prostor je za podnebne spremembe redno zaposlenih 4 ljudje so tam zaposleni. To resno mi to jemljamo. Ostali so malo na projektih in to je to. Nobene resnosti. Smo pa zelo ambiciozni pri reševanju vprašanj partizanov in obrancev za to. Ampak, ja. Še komentar na jedrsko. Bil so zelo lep primer tudi z enega drugega razlogega kota. Jedrsko elektrarno se podaja, kakor rabimo energijo. A pa ljudje vejo, da je Slovenija neto izvoznica električne energije. Neto, mi izvažamo električno energijo. Mi iz danes na jutri ne rabimo električne energije. In podobno je z odpadkom, namreč mi, Evropa, opušča sežigalnice, mi jih gradimo. In v tej uredbi, kar je zelo problematično, je to, da se odpadki ratali blago. Torej, v bistvu tem sežigalnicam bo možno presežek svojih kapacitet ponujati na trgu. Ker pa blago prosto prehodno v Evropski uniji, to preprosto pomeni, da više kapacitet pravzaprav bodo nudili s tem, da bodo uvažali odpadke. In v bistvu, ko se bodo zgradile sežigalnice za neko količino, se bodo te količine po naših izkušnjah iz Anhoga samo povečevali. In to je tisto, ko je strašno težko za navadne prebivalce, ker imajo politične moči, pravzaprav ostati. Vse bomo zdaj prišli na vprašanja, mogoče sam še zadnje vprašanje. Kdo pa pravzaprav to načrtuje? So to mestne občine, to gospodarstvo, kakšni investitorji? Kdo pravzaprav prihaja s tem? Mogoče bi toliko Miha prej popravila, da večinoma so v sežigalnicah kurijo komunalni odpadki. In največkrat, pa najbolj zanimiva je odpadna embalaža oziroma vse, kar malo diši po nafti. Industrijski odpadki, mislim,
moja izkušnja pa moje vedenje je, da so zelo zavezani na visokim nekim, mislim, konc dneva mora vsako podjetje imeti pogodbo za odvoz odpadkov. Ne? Zdaj, kaj ta podjetja z vsem tem naredijo, je drugo vprašanje, ampak problem komunalnih odpadkov je v tem, da so tako zelo raznovrstni. Recimo tudi to, da imamo res, ne vem, vsaj 7 vrst plastik v obtoku v Sloveniji, ful malo ljudi ve. Ful malo ljudi ve, da sta mogoče 2 vrsti samo v redu za recikliranje. Vse ostalo je totalna smet, ne moreš nič z tega narediti. Ne? Torej, komunalni odpadki so problem in, da ti odgovorim, komunalni odpadki so stvar občin, torej lokalnih skupnosti. In morajo pač v koncesiji, torej s komunalnim podjetjem, nekako skrbeti za to. Industrijski odpadki pač se rešuje na ravni podjetje, ne? Torej odvoznik, oziroma sprejemnik odpadkov je neko podjetje in ti pač njemu moraš to predati. Občina je tista, ki bo pač povedala, kaj se zgodi z temi odpadki. Ne? In tudi recimo občina, lokalna skupnost vedno da koncesijo komunalnemu podjetju oziroma nekemu zbiralcu in na nek način preda skrb. Ne? Torej, tukaj v Ljubljani je sigurno, oziroma ne v Ljubljani, v vsaki lokalni skupnosti ima občina moč odločanja. In tudi lahko reče, mi si to želimo, mi želimo biti ambiciozni, in župan, ki hoče biti res napreden, lahko dvigne roko, pa reče ne bi tega. Ne? Tako da to je v bistvu, ja, stvar lokalne skupnosti, zdaj pa seveda ima več nekih podjetij, lahko lokalna skupnost, ne vem, običajno komunalo, potem podjetje za ogrevanje, energetiko in podobno in to je razumljivo, da rešuje svoj problem finančni, ne? Ampak, a to res reši problem, treba reči, ne? Ja, reši ga mogoče za leto 2, ne? Pa ne bomo imeli kupo, pa se bomo greli, ampak kaj, če se ti odpadki zmanjšujejo? Zakaj je to tak problem enkrat začeti na glas govoriti? To je ključna stvar, ne? In zdaj pa primer, v Sloveniji imamo zero waste občine, to so občine, ki so se zavezale, sami so se napisali strategijo, ne? To ni nič, da te kdo sili v to, bomo zmanjševali odpadkov, bomo višali stopnje ločenega zbiranja, bomo delali mikro projekte za to, da bo teh odpadkov manj. In imamo zdaj trenutno v Sloveniji 16 takih občin. In ta teden sta 2 občini, to sta Bled pa Gorje, dobile v Evropi prvi 2 občini, ki sta prejeli certifikat Zero Waste, ne, za dobre prakse, torej sta se prebile čez celo proceduro, ne. In to so res skoki v deležu ločeno zbranih odpadkov. Torej, tu se da zelo veliko narediti. In tudi večina teh občin ima neko ambiciozno vodstvo, ne. Župane, ki pač delajo in hočejo delati na dolgi rok z nekim, da rečem, res čist zelenim, trajnostnim zavedanjem in se raje odločajo, pa to res govorim, to niso velike zadeve. To je konec dneva, ne vem, uvajanje pralnih plenic v vrtec. Ne vem, če to ve, ampak ko prideš naenkrat do 90, do 95, neko tudi toliko dosegajo občine že v tujini, pa še ne, kaj ostaja v 5% mešanih odpadkov? Plenice. Ali pa dolg nič. Plenice so problem, ne? Ampak tudi tu se že dela na rešitvah, ne? Torej, take projekte začneš narediti, ne? Pa spodbujaš tržnice brez plastike, pa v javne zavode pač daješ prepoved plastike, pač ni rončka bolj za kavo na avtomatik, ne? Pa se čuje to zelo banalno, pa zelo brez veze. Ampak to je ista zgodba. 100 zaposlenih, 2 kavi na dan je 200 rončkov na dan, na mesečni ravni je to 60,000 rončkov. In tako pač je treba razmišljati. So male in male stvari, mali koraki, ki pripeljajo do velikih rešitev. Čez mejo imamo pa tule italijanske občine, ne, tu v okolici Venecije, se pravi Venet, ne, v tej veliki pokrajini, občine dosegajo 95% ločeno zbranih odpadkov. In to pomeni, da se ukvarjajo na koncu z vsako plenico, z vsako vatirano palčko že skoraj, analizirajo skozi, kaj noter ostaja, kaj še lahko naredimo. Ne? Zdaj pa kje pa je še ful velik rezervo, torej, kakor je rekel Miha, se to tudi ne, da ta uredba določa, da so odpadki trgovsko blago, to je od ene točke naprej, očetna praksa, ne vem, od hiperprodukcije naprej, ne? Ampak tukaj je še rezerva velika. Ne? Kaj potem ti prevzemniki naredijo s temi odpadki? Ne? Ali bomo zdaj pač zapakirali na kamion do prve sežigalnice,
ali se pač iščejo rešitve, da se iz tega kaj naredi. To besedno za to gre. Ampak je pa res toliko vrst stvari, toliko vrst materialov danes v obtoku, da jih moraš res zelo veliko zbrati, da se ti splača kaj delati iz tega. In zdaj, kje imamo spet zelo veliko potencijala, pa pa reče, joj, kaj bomo delali ljudje na podelovnih mest. Tu začnimo razmišljati, s kakimi materiali bomo delali, kako bomo osnovali izdelke, kako jih bomo dizajnirali. Zelo veliko potencijala tukaj. Tega, mogoče prosti Žiga. Jaz bi ful rada, da bi Erika podelila še malo zgodbo ekokroga, no, Uroš mi je na vratu prišel na soočenje. Rekel, prosim, povej, če to še podelim. Je rekel, jaz sem imel v Zasavju vse. Ne? Bil sem srečen, imel sem družino otroke, sem imel kaj zadelati. Vse bi lahko redalno. Ampak je rekel, bil je pa Raufak. In se je kadilo ven. In sem sam gledal, smrdelo je. Ne? Tam po gozdovih lepo se je to nalagalo in je zgledalo vse slabše. In ni imel možnosti iti kam drugam. In je vedno potem odločitev, tako je tudi za prebivalce Anhoga, ne? Ali boš to gledal, ali se boš pa po koncu postavil pa začel razmišljati, a se tako je narediti. In zdaj bi sam rada njegovo sporočilo predala, da se vedno tako je narediti, prej bi se odločili za to, da boš stopil aktivno proti neki odločitvi, lažje so tisti koraki. Tako da, rekel je pa tudi, če to, no, tisti, ki ste tukaj doma, danes ni mogel priti, ampak se ga kadarkoli lahko kliče in bo kadarkoli prišel pomagati, če so pač odločili za ta, rečemo temu, boj proti temu novemu dimniku tule na mostah. Erika pa sicer tudi članica ekokroga in absoluten ekspert za področje sežiganja odpadkov. Če ti to kaj povem, mogoče bi mogla reči za odpadke. Mislim, da se je zdaj nekaj zagovornikov, pa sežigalc, v besedni konc postavljajo. Zdaj, kaj zgodba ekokroga, v bistvu jaz bi jo mogoče samo iz tega dela, ki je zanimiv, tudi za Ljubljano, ker v Ljubljani vendar je sežigalnica, ekokrog se je boril proti cementarni. In zdaj, ko sem hitela v Ljubljano, v bistvu so mi kolegi eno tabelo poslali, koliko dnevnih presegam PM delcev je bilo v Zagorju v Trbovljah leta 2011, v Trbovljah je bilo 50 dni takih na leto, v Zagorju 70, leta 2021 je bilo v Trbovljah 10 takih dni, v Zagorju 14. Tukaj so že samo po sebi, pove si, ko jo rekli, zraven, ja, pa si še ta industrija zaprla, pa si še ta 2 metra svemo, da si cementarna zaprla. Tisto, kar si prej omenil, še kakšen, ja, to, kar je rekel Uroš, imel sem vse, pa nisem imel nič, redko, mislim, zelo se pozavlja, pa me Miha popravi, da je pač iz teh nabrav se širi neznosen smrad. Ne vem, kako je se življala, cementarna, ki je dejansko, ko je prišel te stvari, smo naredili čez celo kmetijo in hribe v Rovenski vasi, sicer v malem raju, si ti obrno že bilo, če nisi bil navajen. Močinice so prežali, da spet smrdi, veš, mi ne bomo več tega. Zdaj, kar je še eno veliko spremembo, ki je dobilo Zasavje, je definitivno priložnost drugačnega razvoja. Tukaj ni seveda usporednice z Ljubljano, ampak vendarle. Kaj še ta, kar je vredno povedati, nadzor, recimo, mi smo skupne točke samo skušali iskati, recimo sežigalnica pa naša izkušnja nadzor. Ne vem to, če ste že kaj govorili, ko sem malo zamudila na začetku, ampak recimo, kje se meni zdi sporno ta trenutek pogovarjati o sežigalnicah v Ljubljani konkretno, ali pa v Kočevju, ali kakorkoli v Ljubljani. Prvič nadzor v onesnaževalcih v Sloveniji je urejen slabo. Na to so opozarjali nevladne organizacije, ker če nam nevladne organizacije niso všeč, tudi varuh človekovih pravic. Do zdaj se ni spremenilo nič. Kako poteka nadzor? Onesnaževalci sam plača izvajalca monitoringa in sam naroči in plača.
kar že avtomatično pomeni precej veliko verjetnost, da so rezultati pač prirejeni v prid oziroma izmerjeni v prid onesnaževalcev. Mi, ko smo šli nazaj, ko smo po res dolgih mukah dobili izvorne meritve, se pravi neobdelane podatke, ker takoj, ko jih obdelali to, že lahko skrive stvari. Ko smo dobili te osnovne neobdelane podatke, smo odkrili zelo zanimive stvari. Da je recimo merila cementarna 5 let z nekalibrirano opremo. To pomeni tako, ko bi šli na tržnico v tamle v Ljubljani, kupiti krompir, pa vam rekla Plane, ko vi ste moja tehnica dela pa tam enih 25 plus ali minus. 5 let. Pri snoveh, ko so izjemno nevarni, ki se merijo pravzaprav tako mehnih delcih, da jaz ne znam da si zapomniti imena za to, ko jih namerijo. Monitoringi so napovedani naprej, obstajajo za določene snovi se merijo trajno, se pravi neprestano, za določene snovi se merijo občasno. Najbolj nevarne snovi, kamor sodijo tudi dioksini in furani, se ne merijo na trajnim, ampak na občasnih monitoringih. Potekajo 3-krat na leto, se pravi 3 dni v letu, 3-krat po pol ure. Iz tega se dobi potem manj povprečje in iz tega povprečja potem zračunajo povprečje na leto. V teh povprečjih se skrijejo vsi tako imenovani piki, ki se nastanejo takrat, ko se peč zaganja vaša ali ima pa te tehnične težave. In kaj takrat ta oprema zmeri? Kadar prebije območje, ki ga naprava meri, bomo napisali era ali pa nulo. Zdaj si lahko predstavljate, kaj se zgodi s povprečjem. Ker je takrat tista vrednost neizmerjena, je pa v bistvu deleč najvišja. Se pravi, to se vse skrije. Ko smo ugotovili, seveda Ekoblok je to ugotovil, ne inšpekcija, da so imeli zdaj kalibrirano opremo, so plačali nekaj 1000 evrov, se mi zdi, da 4000 evrov kazni. Monitoringi, ki so naprej napovedani, seveda puščajo onesnaževalcu možnost, da se naprej pripravi, se pravi gorivo, idealne odpadke, in tako naprej, da so rezultati idealni. In še takrat lahko pride do težav. Prej je bilo eno vprašanje, smo se pogovarjali, kaj se dogaja v Evropski uniji. Na Nizozemskem najsodobnejša zadnja sežigalnica, ko so jo zgradili, so tudi odkrili, da je nekaj let presegala mejne vrednosti, dovoljene mejne vrednosti za dioksine in furane. Kako? Zato, ker je vsaka naprava, ki je kalibrirana, ima, oni rečejo temu merilno negotovost, se pravi, lahko ima vsaka meritev tu nekaj odstopanja vzgor ali vzdolj. Oni so avtomatično vzeli to odstopanje tako, da so odšteli, da so dobili čim nižjo vrednost. Se pravi, zmerjeno je toliko, se rekla, ja, se to pa lahko je odstopanje toliko pa toliko, se pravi, bomo toliko znižali. Hvala Bogu je ta sežigalnica na Nizozemskem, kjer je vlada zagrozila, da morajo v enem letu te stvari urediti, sicer jo bojo zaprti zavedno. V Sloveniji močno dvomim, da bi se to zgodil, še ko je dobil na sodišču Ekoblok tožbo za cementarno, je trajal kar nekaj časa, mislim, da 1 leto, prednjih so uspeli dejansko zapreti, inšpektori so se hodili tja pogovarjati ne kako zapreti, ampak kako obiti sodbo sodišča. Šele ko je na Slovenijo pritisnila Evropska komisija, ki je cementarna nehala proizvajati. Se pravi, pogovarjamo se, ne vemo, vem, da je bilo prej omenjeno, ne vemo, koliko količin je sežigalnice sežigale. Ja? Po vsej verjetnosti vemo, oziroma je bilo že posredno nam tudi povedano, da seveda ne bo gornjih mej. Se pravi, vsak župan oziroma tisti, ki bo se odločil, da bo sežigalnico imel, se lahko odločil za koliko bo to sežigalnico postavil, za koliko se govorim količinsko. Imamo nižje oziroma voljenje više mejne vrednosti, kot jih imajo recimo za sežigalnice postavljene v Nemčiji. In imamo nekakšen nadzor. Niti ena tožba za okoljski kriminal ni prišla čez državno tožilstvo. Niti ena v vseh letih samostojne Slovenije. Inšpekcijske službe leta opozarjajo na to, da so kadrovsko podhranjena in na leto se nekaj 1000 primerov ne razreši, se pravi, se kopičijo. In v teh razmerah
postavljati nove onesnaževalce, je za moje pojme neodgovorno. In tiste, ki zagovarjajo sežigalnice, pozivam zdaj, vključno z ljubljanskim županom. Stopimo skupaj, uredimo te stvari. Pritužite se nevladnim organizacijam, zahtevajte vlado, da predstavi učinkovit nadzor, da doseže mejne vrednosti v zakonodaji tisti, ki veljajo v Nemčiji, da se postavijo učinkovite inšpekcijske službe, da boste delali cel postop umeščanja sežigalnice v Ljubljano ali kamorkoli drugam v Sloveniji na način, ki bo transparenten in na tak način, da ne boste začrtali vplivnega območja točno do ograje tovarne in s tem izključili vse svoje meščane, sosede, ki bojo tam na največjem udaru. Če lahko to nam zagotovite. In če se to zgodi v naslednjih enem letu, dveh, se lahko začnemo pogovarjati o sežigalnicah. Jaz nisem iz Ljubljane in nimam pravice povedati Ljubljančanom, kaj ne naredijo, kako ne se odločijo. Mislim pa, da imajo pravico, tako kot kjerkoli drugje, tako kot Alkoje, tako kot v Zagorju, tako kot na Kopru, kot v Kočevju, da ljudje vejo in imajo vse informacije in se zato tudi informirano lahko odločijo. To pa mislim, da je nek standard, ki bi moral v tem času v Sloveniji tudi že končno začeti delati. To za začetek, potem pa še kaj več kasneje. Hvala, Erika. Mogoče kakšno vprašanje? Ja. Mene zelo zanima, zakaj živim tole v Mostah. Ampak me zanima ena stvar vas ljudi, ki ste ljudje javnosti. Gospoda sem bil že na filmu Alko in vas poznam Zagorja. Ampak me zanima ena druga stvar. Mnenje, javno mnenje. Tiho smo. Ljudi enostavno ali nas ne zanima, ali pa smo tiho prestrašeni, ali pa nimamo svojega mnenja. Ker kaj bi mislil, če bi mislil? Sprašam vas, gospa, kaj bi mislili, če bi mislili? In to na glas povedati. To na glas povedati, zahtevati javno mnenje od tega, da 24ur.com najbolj brani portal piše o tem, da ima Kim Kardashian mezoljek na ta zadnji. Banaliziram, ampak je res tako. Na prvi strani najbolj branega se piše o Kim Kardashianu, Cristiano Ronaldo, ne vem, ne piše pa se o temu, kaj se dogaja dnevno v Anhovem, da so tam ljudje, da šteješ kamione 100, 200, 300, 400, 500. Kako nas voditi? Kako nas voditi, da nam bo mar? Hvala lepa. Ste želeli? In vprašanja, ker se mi zdi, da vse po površini hodno, ampak jaz v bistvu vidim, da je povzročitelj vsega skupaj sistem. In bom najprej pokazala, kako se manifestira na tem. Mi zelo malo vidimo, koliko ljudi sploh ima še kaj časa, da kaj razmišlja. Tisti 10%, ki imajo toliko standarda, da lahko, ker demokracija, kakor jo poznamo, iz rimskih časov je predvidevala leisure, to se pravi, so imeli ljudje prost čas, v tistem času so imeli v Atenah, pač jaz približno povem, ampak bistvo pa je to, kar hočem povedati, da mi pravzaprav smo tudi okupirani z časom, s katerim razpolagamo. Poglejte, vse inštitucije, ki so narejene, preložijo delo, ki ga moraš opraviti, računalniški sistemi vsi zahtevajo, da se občani doma angažirajo. Se pravi, da neka operacija ni narejena v pisarni, tam, kjer bi mogla biti. Tako kot je rekel gospod, zahtevajo od občana ne samo na okoljskih problemih, ampak čist na vsakem problemu, segmentu našega življenja, udeležbo v tistem 15% času, ki občanom še ostane. Se pravi, mi imamo tudi invazijo na čas ljudi. Ni samo to, da
vpijemo na ljudi, da ne zmorejo, ampak mi imamo sistem, ki je popolnoma, v katerem smo pravzaprav pripeljali na način, da vsak korak zahteva borbo proti sistemu, ki naj bi bil zato narejen, da bi nam pomagal, da lepše živimo. Sistem je usmerjen in tukaj se meni zdi problem tudi kampanj, ki so, da ne nastavljajo in ne problematizirajo sistemov, v katerem je vgrajen že iz časov znate mrzlice, sem jaz, da me lobijo, da vlečemo enake principe. Cela Kalifornija je zastopljena, zato, ker so samo zlato hotel ven pobrati in so ga spirali zato nam uživo srebrne lude, ki veže zase srebro, da pade na tla. Na isti način mi iz vseh te krane plastike izberemo mogoče 10% surgat, ki ga pol použijemo. Skratka, sistem proizvaja odpadke, sistem proizvaja genocidne politike do ljudi in ta sistem je po moje prišel na rob eksistence, a vas to malo spominja na tista koncentracijska taborišča, kjer so sortirali odpadke zažganih ljudi, ko so nekje v semlje, drugje so imeli zelo bliz, če se pogovarjamo o tem, to je v bistvu že zelo morbiden stadij. Tako da jaz bi rekla, da je treba če globlje in v bistvu problematizirati sam sistem, v katerem smo, in ga razumeti in ga začeti obračati v sistem, ki bo služil ljudem. Hvala. Torej, javno mnenje na eni strani, sistem na drugi, lahko to pokomentirate? Jaz bi res se strinjala z obema. Sistem lahko pa spreminjaš samo od znotraj. To je dejstvo. Zdaj pač žal sedimo tukaj pod tem zelenim plakatom, mislim žal, jaz sem bolj srečna v resnici, ampak to je sistem. Volitve so pred vrati, pa mi noben ne bo govoril, da nič ne spremenijo. To je pač mehanizem, sistem, ki ga imamo. Zdaj pa ali se pač aktiviraš, ali pa rečeš, nič več se ne da in greš ne vem kaj, žvižgati po polju in skakati se pa tja. Ampak lih to je, jaz mislim, da je na obeh straneh problem. Eno je sistem, kako deluje in kakšni ljudje v njem delujejo in kako se presedajo iz stolčka na stolček in kako je vedno manjša grupica ljudi tam nekje pomaknjena in odreja, mi bomo to. Na drugi strani imaš pa vedno večjo množico tudi slepih in zbrojenih posameznikov, zdaj pa pač res sem rekla, ki nič ne vidi, ki spi, zdaj pa kako priti skup? Jaz mislim, da čudežnega odgovora ni, ampak je pa treba brcati na obeh koncih. In zdaj pa samo na koncu je po moje to osebno odločitev vsakega posameznika. Jaz nisem človek, ko bi se pač usedla dol in rekla, nič več se ne da, oni so taki, ne vem, živim do smrti, aktivirati se je treba. To je pač, volitve so en moment, niso pa edini. In zdaj ne gre za to, da bi morali vsi stranke vedeti, pa se iti, ne vem kaj, kampanje in sem pa tja, ampak včasih dvigati roko pa kaj vprašati. Meni se zdi, da je že to dober način. Ker sistem na koncu pa tudi reče, zdaj pa to, mene najbolj žuli ta moment obveščanja javnosti. Zakaj vraga Ljubljančani niso vredni, da bi jim kdo povedal, mi bi se tole šli? Iz cajtnoga moraš vedeti. Na drugi strani pa, ko nekdo začne, čakajte malo, tole je tukaj neki, sistem reče, nobenega ne zanima, mi smo dali na sprednjo stran, jaz sem to čula vsaj 10krat. In za Ljubljano, in za druge občine. Saj mi smo informirali, noben ni prišel vprašal. Ja, neki pa ne štima. Pa pejmo podpisati, ne vem, podpisati pa reči, čujete, tole ne gre tako. Bo treba pač sklicati en takle moment pa povedati, kaj se greste. Takrat, ko razmišljate, kaj bi se radi šli. Ne pol, ko so že papiri pa vse pripravljeno. Tako da jaz nimam magičnega odgovora, vedno se mi pa zdi, to je moja izkušnja pač. Pejmo korakati. In ni velikega zamaha, ko bom se rešil. En korak tu, en korak tam, pride 5 novih zraven, pa mogoče se ne zgodi. Če
pa se pa ne more več. Lahko še nekaj vprašam, recimo to, ko ste zdaj rekli, ne, konkretno zbirati podpise. Kakšna je zdaj vaš plan, ne, vaše stranke, vaš plan? Jaz sem tudi tukaj iz Most za to sežigalnico v Ljubljani. Konkretno, vi veste, koliko so stvari daleč, a koliko smo prepozni, nismo prepozni, ali gremo na podpise, ali gremo na neko, kaj jaz vem, neposlušnost, recimo tako kot bi tam v kanalu Anhovem, že tudi vam svetujejo nekateri, ne se samo dogovarjati, pa se nič ne morate. Mislim, ker je težko, ker je zelo nemogoče, ker je kapital od zadaj, ne? Kako konkretno, recimo, postopoma bi zdaj tukaj vi, ne, dali pobudo, mi bi pa potem se dogovarjali, ne vem. Sežiganje odpadkov je pa res tema, ki se mi zdi, da največ tukaj v tej stranki jo razume, dela na tem 10-20 let in pač smo delovali do zdaj v nevladnih organizacijah. Pač jaz v društvu ekologi brez meja, Uroš pa ekokrogo, Erika Povsod, pa še kje zravno, ne? In delo nevladnih organizacij, pa to je mukotrpno delo. Delaš res zagnano od jutra do večera, saj smo tudi mi konkretno sedeli par pred županom. Saj je lepo tudi sam povedal, da mi se povalo na pogovor za idejo, da bomo mi navladniki, ki smo najbolj goreči nasprotniki sežiganja odpadkov, sedeli tam v enem odboru in jim legitimno dajali pač na svetu. Prostite, to pač ne gre. In smo rekli, ne, mi bi imeli odbor, kjer boste vi del sredstev tja dali in bomo mi lepo razmišljali o alternativah, ki jih boste podejanjali. To je bilo leto nazaj, ki se ni zgodilo. In to je tudi zdaj pač sam konkretni primer, zakaj se je treba aktivirati na tak način. In če je kaj nam skupno, je tudi support tem civilnim družbam, oziroma kjerikoli skupini ljudi, ki bi se rada dvigali na pa malo vprašala, pa je naredila. Mi zdaj ta znanja res smo pridobili skoraj do zadnje zadeve. Je pa res, da namesto prebivalcev ne more nobeno tega boja delati. Lahko pa povemo, kaj je. Ja, peticija, ne bo peticija, to je problem. To je ena izmed korakov. Drugič, sestanek, tretjič, kaj še imamo? Ljudska nepokorščina, referendum na koncu. Referendum, temu se reče neposredna demokracija, popolnoma zanemarja dokumenti Slovenije. Je moč, ko pride par ljudi skupaj, je veliko, kaj je možno narediti, res. Tako da mi, jaz lahko rečem, bomo sigurno pomagali tako zadeva naprej in to temo poznamo in počakamo zdaj na nedeljo. Če smem še jaz konkretno. Bomo kar vsem trem začela. Prvo je treba biti pripravljen poslušati. Da je to lahko problem. Se treba o temu recimo kakšne podatke zbrati, recimo mogoče ste kakšne stvari danes prvi izvedeli, mogoče drugič, mogoče so pod vprašanja in tako naprej. Se lahko na različne nevladne organizacije obrnete ali pa celo stranko. In recimo bom bolj probal biti konkretno do vašem primeru tukaj. Prvo, kar je korak potreben za sežigalnico v Ljubljani, je sprejetje uredbe o obvezni javni službi za sežig komunalnih odpadkov. Ta uredba je od 24. marca letos v javni obravnavi. Pravzaprav to pomeni, mislim, da imate samo še 6 dni časa, da na to uredbo podate svoje komentarje javno mnenje. To bi lahko da posameznik, več ljudi, ki se zbere, bolje zadeva tehtna. Torej, to so nekateri vzvodi, ki je dobro, da v bistvu se ljudje, prebivalci lokalni sami pogovarjate znotraj bloka, znotraj skupnosti, znotraj prijateljev. V bistvu se treba samo povezati, iti na spletno stran in izraziti svoje mnenje oziroma še najboljš imeti oblikovan nek predlog. In to je v bistvu neka praktična zadeva, ki jo lahko naredite, pravzaprav jo morate narediti v naslednjih 4 dneh. In tukaj se tudi malo pokaže tistega aktivnega državljana, a je kaj od nas, da naredimo nekaj. In veliko boste naredili, samo če se boste s svojimi prijatelji, pa znotraj svojih znancev, pa znotraj svojega bloka začeli pogovarjati. In ko boste vi bili kot neka druščina ljudi, kar že po praksi je definicija civilne iniciative, potem vas bodo tudi malo drugače. Tudi lažje boste prišli do sestanka, lažje boste se s strankami pogovarjali in tako naprej. In bolj mi lahko delimo z vami izkušnje.
Kot je Urša omenila, v stranki je ogromno ljudi, ki ima dolgoletne izkušnje tem. Mi v civilni iniciativi imamo to tehnično znanje glede teh stvari. Jaz osebno sem tudi v medresorski delovni skupini, ki ne bi te stvari preučeval. Tako da imamo izkušnje, kako deluje Ministrstvo za okolje in prostor, kako deluje mogoče občine in tako naprej in se je dobro povezovati. Prvi korak je res tisto aktivno državljanstvo in del aktivnega državljanstva je tudi iti na volitve. Pa pač povedati, kje imaš zaupanje. Torej nekaj narediti, a ne, in najlažji korak po praksi je na volitve pa zadati anonimni glas. Če mogoče še jaz dodam na dve vprašanji. Jaz ne bi relativizirala, pa ja, se strinjam absolutno s tem, kar ste povedali, ne, pač smo taki, kaj smo se naučili čez zgodovino, ene stvari smo zdaj kakšnih trdovratno, ne, in tako naprej. Če pogledamo Slovenijo, pa države Evropske unije, kaj je Slovenija naredila v tem času, recimo, nekih dobrih primerov, praks točno konkretno na tem področju, recimo, kaj so druge države naredile, ne? Ta relativizacija ne pride več upoštev, zato ker smo naredili bistveno manj. Ogromna država, recimo Švedska, za Švedsko sem prepričana, imajo že recimo oprostitev davka na ponovno uporabo različnih izdelkov. Zakaj? Zato, ker ni DDV-ja, zato, ker ni logično, da imaš ti na ponovno uporabo kozarca, ki sem ga jaz podarila Urši, da ga uporablja, pa sem jaz plačala DDV, ki moraš enkrat plačati DDV. Že tukaj ne nove logike. Razlogi, zakaj se pa to, take ukrepe uvajajo, so v tem, da to spodbujajo. Pa nas Ministrstvo za finance vztrajno trdi, da to ni mogoče. Da to ni mogoče, da to preprečujejo pač direktive Evropske unije, zato ker poznajo samo svoje področje poznajo. Ne vejo pa, da je na okoljskem temu drugače. In da tam je pač to dovoljeno, še več, Evropska komisija celo spodbuja to in napisala točno tudi to, med ostalih, mislim, da vsaj 10 ukrepov, s katerimi države lahko spodbujajo ponovno uporabo. Bila sem v, recimo, Boloniji, pomeni zlati zadrugi, kjer delajo za bolonske vrtce, izposojo teh plenic za večkratno uporabo, se pravi bralne plenice. Ko smo mi delali projekt na Vrhniki, se je fantastično obnesel, zato ker so imeli dobro direktorca. Ko smo vprašali Ljubljano, če bi se lahko zorganizirali sestanek s vrtci v Ljubljani, da bi jim ta projekt predstavil. Ni bilo nobenega odziva, ko smo čez ne vem koliko časa vprašali, bi lahko prosim saj ne govorila, ali kako ja, veste, od vrtcev, z ljubljanskih vrtcev, ni bilo nobenega odziva. In tipično stvar odpadek, ki gre v sežigalnice, so plenice. In tako naprej, in tako naprej. Tako da jaz, deloma se pravim, se strinjam z vami, ampak naredili pa lahko bistveno več. Da ne govorimo, kaj delajo recimo v tujini že oziroma v evropskih državah z drugimi odpadki, pa kaj znajo naresati. Ne me narobe razumeti, ne govorim to, da v Sloveniji ni dobrih primerov prakse. So, absolutno. Ampak zakaj ostanejo kot primer dobre prakse? Zakaj, če so primer dobre prakse, se mi to ne razširi ta dobre prakse čez celo Slovenijo? Tu se jaz sprašujem. Zdaj pa drugo, kar je pa kaj mi sami, pa mi sami nahrani, tako kot ste že rekla Urša, pa Miha, znanje je, mi smo pa pripravljeni deliti v neko krogu tudi kaj delimo. Mi imamo posebne delavnice za aktiviste, ki jim povemo, kako bo odpeljati kampanjo, na kaj bo pozoren, kako se gosti z občinsko in nacionalno ravnjo in tako naprej. Kot je že Urša, kot ste že oba rekla, če ne boste tega delali na lokalni ravni, ne pričakovati, da bo to na mesto vas bo naredil. Ne zato, ker ne bi hotel, ampak zato, ker ne more. Zato, ker mi v Zasavju ne vemo, kateri mediji pri vas funkcionirajo, ne vemo, kako funkcionirajo vaša občina in tako naprej, in tako naprej. Nimamo dostopa do informacij, tako dobro, da imate vi in tako dalje. Tako vam damo znanje, ne moremo pa stvari reševati na mesto vas. In se mi zdi po drugi strani tudi je prav tako, da se dejansko mora neka lokalna skupina
skupnost aktivirala, ker ima problem in lokalna skupnost sama ta problem rešiti. Hvala vsem trem, hvala tudi vam, mogoče je pošteno, da počas zaokrožimo ta pogovor. Letos bojo še ene volitve, če sem prav razumel, lokalne, še bolj nagovarjajo, no, še dvoje, če sem prav razumel, lokalne volitve še bolj nagovarjajo to, da se na lokalni ravni ljudje povezujejo, kar je točno pri takih stvarih, kot so sežigalnice, ključno. Eno so nacionalne, ki se standardno postavljajo in tako naprej, druge pa potem ta lokalna raven. Mislim, da tukaj letos, zdaj so se vsi na zeleno pobarvali, ampak čisto vsi, praktično ni nezelene stranke, ki kandidira, tako da bojo imeli zelo malo priložnost še enkrat biti zeleni. In tam jih je treba za jezik zagrabiti in zahtevati zeleno napredno misel in akcijo. Tako da, evo, mogoče, če na ta način zaključimo, hvala še enkrat vsem in tudi ljudem, ki ste nas spremljali preko video povezave v živo. Hvala Urša, Erika, Miha. Gremo v nov dan.